18 aneksov, ki so projekt podražili za skoraj 10 milijonov, leto in pol zamude. To je popotnica novega kopališča Ilirija v Ljubljani. Ponos župana Zorana Jankovića, kot pravi sam, ki pa bo davkoplačevalce stal kar 62 milijonov in pol. Po vseh zapletih je novo kopališče v ponedeljek le dobilo uporabno dovoljenje. Otvoritev, ki so jo že večkrat predstavili, bo tako prihodnji torek. Kdo pa je kriv za zamude in podražitve? To vprašanje so kolegi dejstev, kar na Iliriji postavili županu Jankoviću. Neža Štajner. Kako so novo kopališče Ilirija zaznamovale milijonske podražitve? Ocena v proračunu pred 5 leti dobrih 36 milijonov evrov. Leto kasneje je bilo na javnem razpisu vseh 6 ponudb predragih. Po pogajanjih je občina podpisala pogodbo z Makro 5 Gradnje za 53 milijonov. Danes je bazen skoraj petino dražji, 62,5 milijona. K temu je treba prišteti še dobra 2 milijona za opremo, dodatnih skoraj 6 milijonov za gradnjo Latermanovega podhoda si bosta razdelila mesto in država. Zakaj je bilo potrebnih 18 aneksov? Vrstile so se spremembe podizvajalcev, s 3 aneksi pa so lani začeli kopališče dražiti za 9,5 milijona. Za dober milijon so zgradili dodaten požarni izhod iz garažne hiše in jo povezali s podhodom. Za skoraj 3 milijone so naredili dostop do kolektorja, dodatne luči, spremenili strop. Decembra zopet dodatna dela za 5 milijonov. Zgradili so zdravstvene ambulante in pritrdila za sončne celice. Ilirijo nam je župan razkazal prejšnji teden oziroma 2 tedna pred odprtjem. Dva tedna do otvoritve. Delegacije delavcev, uradnikov, mestnih uslužbencev se izmenjujejo na kopališču. Loščenje podobe bazena z leto in pol zamude. Niso zamude, ampak samo delo zahtevalo več časa. Nabirali so se aneksi, seštevale podražitve. Ni podražitev, pa so dodatna dela. Cel čas občina na tak način komunicira. Ni podražitev, ni podražitev, ni podražitev. Samo dodatna dela. To je PR, če mene vpraša. Opozoril mestne opozicije župan ni slišal. Vse tisto, kar je projektant narisal in kar je nadzornik potrdil, smo mi priznali kot dodatna dela. Ni bilo pa to prej v štartu predvideno? A ne, gospod Žigante, ste dobili podražitev v tem objektu? Ne. Da je dodatne želje imel avstrijski arhitekt, pravi Klemen Prebevšek iz Makro 5 Gradnje. Prvi aneks je bil za dodatni požarni izhod iz garaže in razširitev izhodne poti iz garaže. Drugi aneksi so pa povezani z manjšimi spremembami in dodatnimi naročili. Za tega v bistvu jaz sploh ne vem, ta hip popisom, ampak požarni slod je bil sigurno projektiran, pač tako, kot je mogel biti. Jaz celo mislim, da mora pokazati vsako dodatno delo. Še en primer. Šele lani so na streho namestili pritrdila za sončne celice. Pogodbo z Ekoskladom za 4 milijone nepovratnega denarja pa podpisali 2 leti prej. Težko javnosti rečete, nismo vedeli, da bo treba sončno elektrarno namontirati na streho. Sem govorila tudi z opozicijo v mestnem svetu. Kaj imamo? Ja. Aha, dobro, da vem. Govorila sem z Pirati in z SDS-om in oni pravijo, da je netransparentno voden ta projekt. Kako vi na to komentirate? Da pač ne vejo, kaj govorijo. Bolj transparentno, kot ta projekt ne morejo najti, pa nek pokažejo enega. Se lahko podražijo projekti za 30% in vsi ti projekti se podražijo za 29,9%. Da je Makro 5 pogosto izbranec občine. Da ta hišni izvajalec ponudbo za nekih 99 enot, vi daste za 105 enot, jaz dam za 110 in seveda je izbran hišni izvajalec, ki pa potem z aneksi to zadevo podraži. Zamude spremljajo Ilirijo od začetka. Prvi rok končanja pred letom in pol, oktober 2023. S prvim aneksom se je oddaljilo za pol leta. Sledita še 2 zakasnitvi. Najprej julij, nato november. Župan je napovedal otvoritev do konca lanskega leta, a decembra kopališče pri tehničnem pregledu ni dobilo zelene luči in uporabnega dovoljenja. Nov rok konec marca. Po vseh zapletih so v ponedeljek dobili uporabno dovoljenje. Otvoritev pa 18. marca. Poglejmo, kaj so zgradili za 62,5 milijona. Je to moj ponos.
polaganje trave in čiščenje pred otvoritvijo. 4 objekti na 43.000 kvadratnih metrih. Objekt A, ki je edini, ki je ostal od prvotnega zasnove Blotka. Prvi pokrit olimpijski bazen v Ljubljani. Objekt B, kjer sta oba bazena, olimpijski pa ogrevalni bazen, oziroma polovični, pa zunaj sta še 2 bazena. Tam čez je objekt C, kjer so 4 telovadnice. Objekt D je garaža, 10.000 kvadratnih metrov. Stara Ilirija ni več zadoščala potrebam plavalnega društva Ilirija. Bomo s to lokacijo predvsem tekmovalne selekcije preselili tja. Objekt bo energetsko samozadosten, eden najbolj tehnološko naprednih objektov. Iz geotermalne energije bomo ogrevali pa hladili prostore s pomočjo toplotnih črpalk. Sistemi bojo pa poganjani za to elektrarno, ki je na strehi. Ob bok kritikam opozicije tudi arhitekturna stroka, češ, da so popolnoma uničili staro Ilirijo. Ta enormen nadstrešek z temi nerodnimi, okorno konstrukcijo, predimenzionirano, popolnoma degradira tisto, kar je še ostalo od spomeniško zaščitenega objekta. Vsak tisti, ki bo šel noter pogledati, bo videl, zakaj ta objekt pač stane, kakor stane. Da je Makro 5 gradnje hišni izvajalec ljubljanske občine, pravi mestna opozicija. Zgradili so denimo center Rog za dobrih 22 milijonov, zdravstveni dom Bežigrad za 7 milijonov in cukrarno za slabih 7 milijonov. Bo Makro 5 gradil tudi novi atletski stadion v Šiški? Prve ponudbe so bile previsoke, brez davko od 99 milijonov do 110. Imamo 4 ponudnike. Naša želja je 70, pa čim bliž 70, zdaj prihajajo pogajanja. In tisto, ko bomo zbrali izvajalce, se bo začelo delati po zadnji tekmi Brava, se pravi 24. maja, potem gre v rušenje. Makro 5 je oddal celo najdražjo ponudbo za dobrih 136 milijonov. V proračunu pa je stadion ocenjen na slabih 109 milijonov. Se lahko ponovi zgodba za Ilirijo, kjer so izpogajali nižjo ceno, to pa za aneksi projekt podražili. Več na 24ur.com.